Danes vam bom pokazal, kje dobim glasbo za svoje YouTube filmčke. Še prej pa intro. Evo, pa smo nazaj. Ideja za današnji video se je rodila v komentarjih pod filmčkom Kako narediti dober B-roll od kolega Roka. Bom dal link do tega videa v opis. Je pa se postavljalo vprašanje, kje se dobi glasba za YouTube. Načinov je več, lahko jo snamete s same YouTube platforme, ampak je tam izbira zelo omejena. Potem je tukaj recimo Epidemic Sound. Gre za plačljivo platformo, skoraj neomejeno količino glasbe, ki jo lahko snamete in uporabite v svojih videih. Potem je pa še tukaj tretja varianta, brezplačna. Sam YouTube. Na YouTubeu je veliko map z copyright free glasbo. To so avtorji, ki so izdelali glasbo, razni DJ-ji, ki izdelajo glasbo in jo pač ponudijo uporabnikom YouTubea, da jo lahko snamejo in uporabijo v svojih videih. Jaz se večino poslužujem te variante. Imam kar nekaj mapic shranjenih, katerim se vedno zatečem in poiščem glasbo za svoje filmčke. Tukaj je treba biti pozoren na opise teh skladb, saj v večini avtorji teh skladb zahtevajo, da dodate v svoj opis videa povezavo do njihove skladbe ali do njihovega YouTube računa. Jaz to vedno naredim, to se mi zdi najmanj, kar lahko naredim v zameno za to, da lahko uporabim njegovo skladbo. Zakaj je pomembno uporabiti avtorsko nezaščiteno skladbo? Predvsem zato, če želite monetizirati svoj YouTube filmček, saj mora biti vsebina avtorsko vaša. Če je kdo drug avtor katerekoli dela vsebine, lahko pride do deljenja dobička, ali pa lahko YouTube celo izbriše vsebino. Večkrat se zgodi, da potem YouTube izbriše samo glasbo, pa se predvaja samo video, včasih je pa video z neko avtorsko zaščiteno vsebino povsem blokiran, ali generalno na YouTubeu, mogoče samo v določenih državah, kakorkoli. Pomembno je, da za YouTube uporabljate avtorsko nezaščiteno vsebino in ste avtor vsebine vi kot ustvarjalec te vsebine. In to je to. V opis tega videa bom dal povezave do mapic, ki jih koristim jaz za svoje YouTube filmčke. Upam, da bodo prišle prav tudi vam. Če se vam zdi informacija uporabna, stisnite palček gor, komentirajte kaj, mogoče delite v komentarje povezave do glasbe, ki jo vi uporabljate za svoje filmčke. Nič, to je to. Če še niste, se naročite na kanal, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde, čau!